95% vseh obiskovalcev mojih govorilnih ur so študentke in študentje. V preteklosti, ko so bili še papirnati indeksi, danes je to vse elektronsko, so recimo starši urejali kakšne stvari, ko so bili študenti odsotni in to ni nikakršnega problema. Ko se pa skušajo zanimati, kako njihovi otroci delajo, študirajo, kakšne ocene imajo in zakaj imajo slabe, so v tem primeru njihovi otroci polnoletni in jaz jim teh informacij ne smem dati, zato jih pač prijazno napotim ven in naj se pač pomenijo svojo odraslo osebo doma. Banda, zdaj pa je z nami docent in doktor Blaž Repe, ki skrbi za bodoče rodove geografk in geografov in ima za voljo tega številne izkušnje z govorilnimi urami. Zdravo. Živijo. A so starši kdaj prišli na govorilne ure? So. Prevečkrat. Kakšen obraz pa narediš takrat, ali pa bi ga naredil, če se ne bi samo cenzuriral? Najprej ga ne bi naredil, sem javna oseba, moje govorilne ure so v bistvu kot uradne ure in na govorilne ure lahko pride kdorkoli, ki ima željo potem, da me vidi. Ko pa pove, kaj želi in kolikor bi starši želeli informacije o svojih otrokih, bi globoko zavzdihnil in jih prijazno napotil ven skozi vrata. Jaz kot laik bi pričakovala, da so govorilne ure nekako namenjene odraslim, odgovornim študentom. Ne? Lepo je, da si na voljo vsem, ampak da si študenti nekako že pa urejajo sami svoje stvari. Kot se izkaže, praviloma ne. Z maturo, to je bil včasih nek zrelostni izpit, prehod iz otroštva, mladinstva v odraslost. Ta prehod je danes precej zabrisan. Starši ne dovolijo ali pa želijo imeti kontrolo nad svojimi otroki in si te pravice potem nekako lastijo tudi kasneje. Bojijo se, da bodo njihovi otroci naredili neumnost, kot jo naredijo pač 4-letniki. Kako pa pol same študentke ali pa sami študenti odreagirajo na to, če starši pridejo tja, jim je to fajn, mislim, ker urejajo njihove težave in se njim ni treba s tem ukvarjati? Ali jim je tako... Na informativni dan v srednjo šolo sem šel jaz sam in bi mi bilo takrat neizmerno nerodno, če bi šli moji starši zraven. Število staršev na informativnih dnevih je v letos bilo v primerjavi s prejšnjimi leti v rahlem upadu. Bilo jih je samo nekaj okoli 10, ki v glavnem sprašujejo. Tem otrokom se zdi to samo po sebi umevno, ker so vzgojeni v tem duhu. Da nad njimi ves čas bdijo starši, ki kontrolirajo njihovo življenje in skušajo, tudi računajo, da bodo oni popravili vse njihove napake. Kaj pa, če govoriva o vtisu, ki ga študent ali pa študentka pusti pri profesorju, pa ne nujno pri tebi, takrat, ko se odloči, da raje starše pošlje na govorilne? Name pusti neizmerno slab vtis. Bom drugače rekel, če bi jaz moral priti na takšne govorilne ure, bi verjetno sam pri sebi ugotovil, da sem naredil vse narobe pri vzgoji. A starši to ugotovijo? Večinoma ne. Mame se borijo kot levinje za svoje mladiče in so pripravljeni narediti vse, iti preko meje dobrega okusa, od groženj seveda na koncu, ki pridejo povsem v formalni obliki strani pisem in zahtev odvetniških pisarn. Kako naj jaz zdaj, če sem celo srednjo šolo navajena, da je mama hodila na govorilne? Zdaj jaz kar naenkrat grem tja sama. Je stres. Jaz si predstavljam, da je stres. Z marsikoga je stres. Včasih pridejo študentke ali študentje, tresejo se jim roke, vsi jecljajo, ne vem kaj vse. Trudi se jim olajšati zadevo, tako tudi predstaviti. Ne jih ne bo strah. Tam so ljudje zato, pridejo in ne vprašajo. Se bo zgodilo, da bo naleteli na kdaj kakšen slab dan nekoga. Zagotovo se bo to zgodilo, ampak v življenju bojo še hujše stvari. Hujše stvari, še enkrat, govorilne ure so namenjene temu. Jaz tam sedim prav zato, da čakam na vas, da pridete, imate kaj za vprašati, vam jaz pomagam pri razlagi. Obstajajo še vmesne poti, dodeljeni vam bodo tutorji, študentje, ki vse te informacije tudi imajo, vam bodo oni pomagali, obstajajo mentori letnikov, ki vam bodo tudi oni pomagali, mogoče je tajnica bolj prijazna, pa vam bo ona pomagala, ali pa predstojnik ali predstojnica, kdorkoli, najte si nekoga, ki vam bo, do katerega greste brez strahu in lahko to vprašate. Pa brez staršev, če gre. Pa brez staršev, mora iti. Vi, ki pa gledate, pa zdaj kliknite nekje tukaj okoli na ta drug pogovor.